Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Veliko govorimo o pomembnosti mineralov, o pomembnosti vitaminov in zagotovo veste, kateri je vitamin C. Zagotovo ste že slišali tudi za vitamin D, ki je bistven za krepitev imunskega sistema. Ne prav veliko krat pa o vitaminu K. Vitamin K oziroma vitamin K je tisti, ki ima veliko vlog in nalog v našem telesu in je tudi pridružen tistemu vitaminu D ekološkemu, ki ga priporočamo v oddaji Klepet ob kavi. In mnogokrat je bilo vprašanje, zakaj torej priporočate ravno kombinacijo ekološkega vitamina D z K kompleksom, torej v tisti pravi biološko aktivni obliki MK7. Danes boste izvedeli, zakaj je temu tako in tudi kakšno vlogo ima K-vitamin v našem življenju, v našem telesu. Zdravo. Torej, kakšno vlogo ima K-vitamin? Kje ga sicer najdemo v hrani in podobno? V bistvu poznamo 3 oblike K-vitamina, K1, K2 in K3. K1 najdemo predvsem v rastlinskih živilih, zelene rastline, se pravi temnolistnata zelenjava in tako. Vitamin K2 je v živilih živalskega izvora in pa v rastlinskih fermentiranih. In v bistvu dejansko je tudi tako, da velike količine vitamina K1 dvigujejo nivo količine vitamina K2 in K3. Ampak ni to dovolj, pomembno je tudi, da dodajemo. Ne moramo samo s tem zaužiti količine, katere potrebujemo, katere so dovolj. Drugače pa definitivno ima zelo veliko vlogo pri starjevanju krvi, pomaga nam pri celjenju ran, vlogo ima pri vezivnem tkivu in pa pri kosteh, zobeh. Tako da brez K-vitamina dejansko tudi ni zdravih zob in kosti. Zob in kosti. Odlično. Tukaj imamo tudi en tak seznam simptomov pomanjkanja vitamina K in sicer želodčne, črevesne motnje, rane, ki se zelo počasi celijo, krvavenje iz nosu, dlesni, težave zobi, močne menstruacije, tudi modrice, ki se pojavijo, težave s kostmi, osteoporoza, koronarna ateroskleroza, pogosti zlomi kosti in težave s srcem in ožiljem. Sama lahko povem, da sem imela močno pomanjkanje vitamina K, tudi vitamina D in to se mi še danes pozna. S sestro sva namreč za božični večer plesali in to se je slišalo, kako se je meni prst zlomil in nikoli več ni, ker so razmišljali, a mi ga bojo šli ravnati ali ne. Nikoli več ne bo isti, ampak to mi je en tak dober opozorilni znak bil takrat v smislu, kako se je meni kost zlomila med plesanjem. Mislim, to pomeni, da so moje kosti zelo krhke in ko sem to dodala, mi je bilo veliko, veliko lažje oziroma zdaj čutim, da imam močne kosti, mineralizirane tudi. Ja, ker zgleda, da je bilo to potem res kar eno veliko pomanjkanje. Veliko pomanjkanje, ker sem začela D-vitaminu uživati za K-vitaminom, dejansko sem ugotovila, da na počutju, na vseh ravneh sem se počutila boljše. Ker prej sem jaz sovražila zimo. Sovražila sem to obdobje, ker dejansko se mi je še bolj pokazalo to pomanjkanje tudi zaradi vitamina D. In potem, ko sem enkrat to uredila, sem tudi vzljubila vse letne čase. Super, ja. S tem, ko nekaj uredimo, ko se vsake letnem času lahko bolj počutimo, dejansko jih lahko tudi vzljubimo. In ravno ko si imela to kombinacijo D3 in K2, to je v bistvu super kombinacija zaradi tega, ker nimamo samo D3, ki skrbi za naš imunski sistem, ki je dejansko obvezan na strani sveta, na kateri mi živimo, da ga jemljemo od septembra do maja. Ampak dejansko tale kombinacija, ki vsebuje še K3, super kombinacija, ki pomaga tvorbi beljakovin, ki potem tvorijo kalcij v naših kosteh. Se pravi, nam omogoča tale kombinacija zdrave kosti, močne kosti. Ravno zato si mogoče tudi ti izkusila tole spremembo. Vsekakor. Se pravi, da se kalcij naloži na prave mesto, rabimo kombinacijo to. Ja, definitivno, da se lahko tam, kjer se mora naložiti, rabimo kombinacijo D3 in pa K2. Ker imamo ljudi, ki imajo kalcinacije, po eni strani ne preveč kalcija naloženega, po drugi strani pa še vedno
pa švoh kosti. Ja, zaradi tega, ker v bistvu kalcija imajo dovolj v telesu, ampak če ni kombinacije D3 in K2, pa v bistvu ta kalcij ne more se razporediti, kamor se mora, da smo mi lahko zdravi in da imamo res te čvrste, močne kosti. Krasno. Torej, komu priporočaš vse D3, K2 oziroma K kompleks? Za imunski sistem seveda vsem, ki pač, tako kot sem rekla, živimo na tej strani sveta. In drugače pa tale kombinacija je super za vse, ki imajo šibkejše kosti, mogoče celo osteoporozo, za ženske, ki imajo močne mesečne krvavitve, za vsakega, ki se mu teže strjuje kri in za ljudi, ki v bistvu imajo tudi zares tako slabo celjenje ran. To je dostikrat tudi pri starejših ljudeh. Pri starejših je že sploh, ne? Ja. Tako. Danes, ko govorimo o vitaminu K, česa bi morali pa več jesti, da ga zaužijemo tudi preko hrane? Ja, definitivno zeleno. Zelo, Zeleno. zelo veliko zelenega, predvsem temnozelena listnata zelenjava, potem kakšno kislo zelje, kombuča, paradižnik, šparglji, špinača, brokoli, cvetača, potem olivno olje, sojino, alge, kefir lahko tudi, Tudi kalčki, peteršilj. Krasen. Zeleno vse. V bistvu Vse vse zeleno. zeleno čim več, s tem ne moramo nič zgrešiti. Kaj pa preko mesa in sira, ki jih sicer ne priporočamo, sploh pa ne v veliki količini, a ne? Ker močno zakisajo telo? Res je. Mi sicer tega ne priporočamo. Drugače, ja, če bi naprimer nekdo, ki uživa meso in pa te mlečne izdelke in tako, da zares kupi iz ekološke pridelave in da je zares bila ta žival hranjena tudi s svežo travo, ker če naprimer krava ni zaužila sveže zelene trave, tudi ona potem tega vitamina K ni mogla proizvesti in dejansko nič ne dobimo s tem. Dobimo pa marsikaj slabega, seveda preveč nasičene maščobne kisline, zakisajo telo. Torej, kar se tiče vitamina K, dajmo mi kar računati na zeleno, a Ja, ne? rajš veliko zelenega, to, kar smo prej omenili, da se je, in pa definitivno tole kombinacijo. Tukaj je noter drugače vitamin K v rastlinski obliki in je fermentirana. Fermentirana različica K vitamina noter, tako različna, rastlinska in je v bistvu res super, da za vse, tudi za vegane in tako. To, odlično. Torej, danes pri klepetu ob kavi, pa že dolgo časa nazaj smo začeli priporočati, da uživate vitamin D zaradi v prvi vrsti imunskega sistema in zdaj v drugi vrsti, ker mu je dodan vitamin K, smo rekli tudi za kosti, za zobe. Če je krvavitev dlesni, veliko gledalcev se je javilo, ki so imeli kar probleme s krvavečimi dlesni, da so si na jezik, potem pa z jezikom kar razmazali dlesni in da se je res boljš postalo, a ne? Po določenem času, že po enem tednu in tukaj res lahko uporabite več, kot recimo tam piše tistih nekih kapljic in bo odlično torej vplivalo. Torej, K kompleks zraven vitamina D, krasna in izvrstna kombinacija, ki vam je na voljo. Strošek oziroma prispevek, investicija v zdravje je v tem primeru zelo majhna. Odmerkov je tukaj noter kar precej, tako da imate za dlje časa, ampak ne pozabite uživati. To pa je osnova. Tako zelo čisti so, tole tudi, mislim, jaz sem dala gaji kot dojenčici dejansko že pri rojstvu, tako da je res najbolj. Ja, ker je vse ekološko, čisto, rastlinsko, dejansko lahko vsi uživamo, za vse je popolnoma varno. Odlično. Hvala lepa za te informacije, ki si jih posredovala danes. Torej, K, vitamin dajmo preko hrane dobivati z zelenimi zadevami, no, za vse ostalo pa, kot smo rekli, torej krasna kombinacija z vitaminom D.